Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, iz oddaje Aktualno. Danes bo govora res o aktualni stvari, ki se dogaja v deželi ob Muri. Sicer pa z nami je Jelka Pšajt, etnologinja iz Pomurskega muzeja. Jelka, dobrodošli. Dober dan, hvala lepa. Takole, vi, ki ste tako vezani na kulturno zgodovino, na muzej in tako naprej, govora bo danes pravzaprav o eni smeri. Gre za kulturno-tehnično dediščino. Ta tehnična, nisem vedel, da tudi posegate na to področje, spoznavamo jo v naših oddajah tudi skozi seveda različne starodobniške klube, društva. No in danes bo govora o Društvu za ohranjanje tehnične, kulturne in premične dediščine Oldtimer Stara Gora. Imajo eno prireditev, ampak najprej morda o tem, koliko je tehnika. To niso neke artefakti, kako rečete, stari 200 let, to je maksimalno staro, kaj jaz vem, 100 let, ne? Ja, tudi je lahko staro 200 let. Naj poudarim in jasno in glasno povem, da je tudi tehnična dediščina del, konec koncev etnološke dediščine, del dediščine našega prostora. In zelo veseli smo, da posamezniki, posamezna društva, tako kot v tem primeru, torej društvo Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto let zbira to vrstno dediščino, to tudi ohranja in ne samo zbira in ohranja, ampak tudi zanjo skrbi. To pomeni, da v primernem trenutku, ko ali dobijo slabši kos, bom rekla tehnični kos, ga tudi znajo dobro restaurirati oziroma konzervirati in potem tudi pognati, da to deluje še danes. In to je vrlina in veščina posameznikov in predvsem tega društva. In to je potrebno poudariti, ker če smo mi Pomurski muzej Murska Sobota, seveda skrbimo tudi za to vrstno, se pravi za desni del reke Mure, torej za ta prleški del oziroma slovensko-goriški del, tam to društvo tudi deluje in tudi za to vrstno dediščino tam skrbi. In to zelo odlično, tako da naša naloga je, da potem tudi skrbimo, če že ne s tehničnim znanjem, pa vsaj pa na drug način oziroma da to vrstno dediščino podpiramo. Jelka, rekli ste tehnično znanje, ne s tem, ko restavrirajo. Ko nekatere, ker da se dobiti dele za določene vozila, motorna vozila, še po tujini, tiste originalne, z tem tehničnim znanjem pravzaprav tudi bogatijo, nadgrajujejo seveda to znanje naših prednikov, nekatere komplet v izvirniku znajo obnoviti in druga stvar, ne gre samo za motorna vozila. Vse te oldtimer društva starodobnikov zbirajo tudi, imajo čut, zbirajo, kaj vem, uredijo šivalni stroje, ki so pomagali recimo mehanikom, različne stvari in to je tista dodana vrednost še k tem vozilom verjetno in znanju. Turistično društvo Stara Gora ne samo, da je znano sploh ostalemu občinstvu, vse slovenskemu občinstvu po tehnični dediščini, zelo dobro skrbi tudi za ostalo etnološko dediščino. In ne samo, da znajo restaurirati, konzervirati, popravljati, zelo dobro obvladujejo sam ustroj tehničnih aparatov, med drugim imajo tudi veliko zbirko, krasno zbirko radijev. Znajo to popraviti, znajo to razstaviti, želijo to razstaviti in med drugim hranijo tudi bogato etnološko dediščino, ki prikazuje oziroma pripoveduje o načinu življenja v preteklosti, Bolehnečic, okolice, Stare Gore, lahko bi rekli občine Sveti Jurij ob Ščavnici in pa tudi posega, če smo natančni, tudi v občino Ljutomerske vasi. Tako da skrbi za to lokalno dediščino, kar je zelo pomembno, ohranja te predmete in mi kot muzej smo zelo hvaležni takšnim društvom, v tem primeru turističnemu društvu Stara Gora, Oldtimer Stara Gora in tudi drugim posameznikom, ki za to na primeren in zelo dober način skrbijo in pa to znajo tudi dobro promovirati. Ne nazadnje, tukaj v Bolehnečici, kjer imajo ta muzej, kjer se lahko to tudi ogleda, po predčasne najave, to je pravzaprav zbirališče, je neke vrste center družbenega življenja, kajti zelo radi se tam ustavijo, tudi turisti, spremljajo tudi seveda avtobus in tako naprej in pripravijo tudi kakšno malico ali kaj podobnega in s tem nekako
tudi promovirajo kraj. Sveti Jurij je občino kot takšno, ki pa vemo, Sveti Jurij je znan po velikih možeh, ne, rekli so, da so to prleške Atene, ne, celo, in da je to tisto, kar lahko v tem delu Prlekije ali Slovenskih Goric tudi ponudimo, ne. Zagotovo to vse, kar ste me vprašali oziroma že povedali, zelo dobro promovirajo to vrstno tehnično, etnološko dediščino, sam kraj. Upam, da se pristojni tega zavedajo, ker se resnično trudijo. In kar cenim pri tem društvu in posameznikih je tudi to, da ko jim mogoče zmanjka tega znanja na področju muzejstva ali muzealstva ali etnologije, potem pokličejo tudi v muzej in potem tudi z nami sodelujejo. In če lahko nadaljujem, naj povem, da v sklopu tega sodelovanja, torej vsi se zavedamo, da smo vedno premalo pametni oziroma vedno premalo znamo, tako se tega zavedajo v društvu, tako pri nas v muzeju, ampak sodelovanje je odlična stvar, ko lahko potem dopolnjujemo drug drugega. In krasna stvar, ki se bo zgodila, je prireditev Od zrna do kruha, ki bo v nedeljo. To nedeljo, ob enih se začne, kjer je prišlo do sodelovanja med društvom in pa našim muzejem in kjer se bo prikazala ta tovrstna dediščina oziroma kmečka dela, opravila, ki so bila potrebna pred in pa v času žetve ali pa tudi po žetvi, torej govorimo tudi do mlatenja, tudi konec koncev govorimo o mletju samega zrnja. Se bo prikazalo marsikaj, kar pa je zelo zanimivo in za nas pomembno, je pa to, da se bodo prikazala dela, ročna dela, ki jih danes seveda ni več, ker so zginila. In vredno je to, da so še ljudje, posamezniki, člani društva, ki želijo, hočejo in znajo to predstaviti. Pravkar ste, Jelka, povedali, da bo prikaz teh starih veščin. Jaz sem še generacija, ki sem še to spremljal kot otrok, recimo, ne, ko je prišel mlatilni stroj ali pa recimo na vas, pa so prinašali vsak dan, drugemu pomagali. To je bilo zelo vzajemno delo ali vtuvariš delo, kot radi rečemo, ne, v Prlekiji. In se je potem tam zvrstilo. Verjetno bo prikaz tudi, kaj se v tistih časih, ko se z mlatilnicami in tem delalo, jedlo, ne. Ker mašinisti so bili zgodba za sebe, ne? Oni so jedli čisto drugače kot ostali delavci. Ne? In je to za, bova tudi povabila starše z mlajšimi otroki, da to vidijo, kajti tega ni moč videti ravno vsak dan. Ne, ni mogoče videti vsak dan. Tudi prej sva že govorila, pomembno je to, da se pokaže tisto, kar je bilo v preteklosti, kar se pa meni zdi zelo zanimivo. Tudi ta prireditev, tudi druge, Od zrna do kruha, mi danes pozabljamo, kaj je pomenilo imeti poln krožnik na mizi ali pa vsaj polovični krožnik na mizi v preteklosti. Ne zavedamo se tega, da je za tem stalo trdo fizično delo in da posamezniki, ko so postavili, gospodinja recimo, ko je postavila družinskim članom krožnik na mizo, sicer so molili k Bogu, ampak v tej molitvi ni bila samo zahvala Bogu, ampak predvsem zahvala tudi samim sebi, da so skozi leto znali poskrbeti in si porazdeliti hrano, torej čez celo leto. In tudi zahvala je bila tudi naravi, da jim je dala pridelek in pa tudi zavedali so se, kaj pomeni trdo delati. In tudi to bo na nek način prikazano na prireditvi. Torej ni samo, da ko ti zmanjka moke, greš v trgovski center in tam kupiš moko, ker ti zmanjka, ampak dejansko, čeprav večina ljudi, sploh starejši, vedo, kaj to pomeni priti do kruha. Ampak mlajša generacija, kot ste rekli, kot ste vprašali, pa zagotovo si ne predstavlja, kaj pomeni imeti kruh na mizi. Kakšna to vrstna vsa dela so potrebna, da pridemo do kolača kruha ali pa do hlebca kruha. In tudi to bo prikazano na sami prireditvi. Predvsem pa, kot sva že prej rekla, torej ta mehanizacija, ki je sicer že bila v začetku 20. stoletja, tudi konec 19. stoletja, ampak še vedno ročna. In to je pomembno. Prej ste omenili, Jelka, gospodinje, ne? Si lahko sploh zamisli ali pa postavite dejstvo, da so svoj čas koline bile v zimskem času, da je gospodinja morala vsaj do žetve, če ne do trgatve,
imeti meso brez hladilnikov, brez zmrzovalnikov, brez vsega. Tudi ena vrsta umetnosti ali pa nesnovna, kulturno, kulinarična vrednost. Ja, to je ta vrednost, ki je v preteklosti bilo samoumevno, da gospodinja, tako kot ste rekli, vsaj do žetve, zagotovo do žetve, ohrani kos mesa iz tünke oziroma iz čebra, torej položeno v maščobo, ali tudi posušeno, recimo v Prekmurju šunko ali ostale dele suhega mesa, tudi v Slovenskih goricah, moramo povedati. Je bila niti ne to umetnost, ampak bi prej rekla praksa oziroma nuja, ker so znali meso konzervirati, ker so bili prisiljeni, ker elektrike ni bilo, je ni bilo. Danes, za razliko od nuje, kar je bilo v preteklosti nuja, danes to postaja kulinarična vrednost. Torej, konec koncev ironija, ne? Ampak resničnost, ampak kulinarična vrednost, se pravi, kar je bilo v preteklosti normalno, če se lahko tako izrazim, danes postaja kulinarična vrednost. In naj povem, če sva že pri žetvi in mlatitvi in če omenjava gospodinje, ne samo, da so se morale znajti pri hrani, pri količini, pri obrokih, tudi to, da so dobili mašinisti najboljšo hrano, ne pozabimo, da je gospodinja, ko je imela mladce, predvsem mladce, ker želi so dostikrat tudi sami, sploh revnejši, je morala poleg tega, da je delala na njivi, na polju, zunaj, pri mašini, tudi pripraviti obroke. In tudi to konec koncev je časovna umetnost. Zagotovo, ne. Jelka, v nedeljo prireditev, rekli ste ob 13. se prične, od zrna do kruha, kje, da bomo še tole povedali, kajti zanimivo bo, ne? Zanimivo bo z vidika dediščine, z vidika, dobro, pustimo zdaj zabavo, vsi smo željni zabave potem po koronskem času, ampak to, da se vidi, kako se pravzaprav res od zrna pride do kruha. Na katerem mestu, kje, ob 13. uri smo rekla? Bo v Bolehnečici, kot je tudi bilo že omenjeno, tisti, ki prihajajo od drugod, naj vklopijo Garmin, Bolehnečici 11, ostali, sploh Jurjevčani, če lahko tako rečemo, domačini, zagotovo vedo, kje to je, ker tudi prej je bilo lepo omenjeno, društvo je poskrbelo, da so tudi zelo vidni v sami vasi, ne samo slišani, ampak tudi vidni. Ni težko zgrešiti, ko prideš v Bolehnečice z avtoceste, tudi navzven se lepo vidi, je viden vhod. Prične se ob 13. uri s prikazom različnih torej del, ki so potrebni, da pridemo do kruha. Bo tudi zabava, kot ste rekli. Kar se mi zdi zanimivo, je tudi to, da obiskovalci, ki mogoče niso vešči teh prikazov ali ne poznajo teh prikazov, zato je tudi društvo poskrbelo in bo tudi vodenje, torej bo jasno razloženo, kaj se prikazuje, zakaj se gre, kako je bilo v starih časih, kako so torej prihajali do kruha. Naj pa za vsak slučaj poveva, če seveda prehrana je bila pomembna, tudi bo dovolj jedače in pijače, pomembne so kvasenice in pa cvirkovce, primerno prostoru in času. Naj pa vseeno še zaključiva, da v primeru slabega vremena, če se to slučajno zgodi, bo prireditev ob isti uri na istem mestu naslednjo nedeljo 10. junija, drugače pa se vidimo, res vsi lepo vabljeni, sploh tisti, ki skrbite še za dediščino, ki vam je mar za dediščino, da pridete v Bolehnečice v nedeljo 3. junija ob 13. uri na prireditev od zrna do kruha. S tem lepim vabilom etnologinje Pomurskega muzeja Jelke Pšajt, tudi našo vabilo in pa seveda vabilo Društva za ohranjanje tehnične, kulturne in premične dediščine Oldtimer Stara Gora. V nedeljo v Bolehnečicih, to je bila oddaja Aktualno, res aktualna, z povabilom na prijetno druženje in spoznavanje naše snovne in nesnovne kulturne dediščine. Srečno do prihodnjič.